Karinsko slikarstvo 19. stoletja ni izum tega stoletja, ampak je pravzaprav razvojna faza, ki pa res doživi avtonomno vsebino v tem slikarstvu prve polovice 19. stoletja. Tradicija karinarstva na Slovenskem, če bi imeli več časa, bi lahko začeli že pri okoli leto 1500, ko se pravek pokrajine pojavijo ponekod na naših freskah. Zlasti, kot sem še zadnjič omenjal, freske pred Svetim Primožom nad Kamnikom iz leta 1504. Potem nastopi pri nas zlato obdobje baroka, to je 18. stoletje, kjer seveda prevladuje cerkveno slikarstvo. Ob koncu 18. stoletja je karinsko slikarstvo bilo nekako zapostavljeno zaradi klasicizma, ki se bolj obračal k antičnim, mitološkim temam, kjer je pokrajina samo neka kulisa v ozadju. Leta 1766 je Marija Terezija, cesarica, da je spodbujala delovanje študentov na likovne slikarske akademiji, dovolila, da lahko študentje in privilegirani obiskujejo dvorne zbirke. No in pri Steinfeldu sta se tudi učila, šolala, kot bi rekla, oba nista bila diplomirana akademska slikarja, ampak talentirana, to je Marko Pernhardt in pa za njim Anton Karinger. Zopet zdaj pridemo do našega okolja, tako Karinger kot Pernhardt sta se profilirala kot evropska slikarja ravno ob delavnici Franza von Steinfelda, kajti Steinfeld je bil slikar, ki je govoril, tako kot je že Goethe rekel, mehr Licht. Ampak Steinfeldov klic mehr Licht je bil to večje okno v ateljejih, več svetlobe. No in zdaj smo prišli do našega mojstra, ki se mu bomo danes posebej posvetili, to je Marko Pernhardt. Marko Pernhardt, vemo, da je bil na Koroškem rojen leta 1824. Značilno za takšno zgodbo je, da je bil pastirček, da je že mlad rad risal, da je upozoril nase. To so take romantične zgodbe, ki imajo zrno resnice. Da je že 12-leten poslikal neko dvorano v neki gostilni na Koroškem in tako upozoril nase in seveda na pravem mestu so se našli pravi možje in 15-letnega fanta poslali v Celovec. Prišel je v mesto in začel študij slikarstva. Pernhardt je posebnež med vsemi temi slikarji. Marko Pernhardt zapustil 65 skicirk. To pomeni, kakšno sistematsko delo je upravljal. Že kot znan slikar so mu leta 1854 naročili, da za mlado poročeno cesarico Sisi naslika 50 gradov v ruševinah kot poklon koroških deželnih stanov in ta album je ohranjen. Večina Pernhardtovih slik pa so lirične upodobitve teh slikovitih predelov Koroške in kot se je izkazal kot odličen vedotist, je potem iskal motive in je začel osvajati ugledne, razgledne točke in tako je šel na Mangart, na Triglav je prišel leta 1849 prvič. Prav legendaren pa je Marko Pernhardt po svojih vzponih na Großglockner. On je zaslovil s temi panoramami in takrat smo na Koroškem naročili veliko panoramo Großglocknerja, ki žal ni ohranjena. Bil bi pa problem, kam bi jo pospravili, ker je bila 30 metrov dolga in 3 metre visoka. To je nastalo za to gospodo, ki je v romantičnem prebojenem duhu že občudovala naravo, ampak ki je še vedno iz varne razdalje iz doline gledala v hribe. In zato je on potem za te gospode ali pa za to meščanstvo naslikal veduto, tako da je bila okrožno narejena. In potem si se lahko sprehajal, kot da si na vrhu, samo da ni bilo tak mraz, kot si tam gledal. No in tako so potem nastale njegove vedute s Triglava, Šmarne gore, ko se bomo vrnili, pa potem iz Stola je eno tehle vedut, tale pogled z Šmarne gore, krožni pogled. Zaradi te natančnosti so te vedute dragocen spomenik tistega časa, lahko rečemo kar nekako ekološko upozorilo, kajti ravno ta ljubljanska pokrajina, pa zgornjesavska pokrajina, vemo, kako se je urbanizirala v zadnjih 50 letih. Marko Pernhardt je razmeroma mlad umrl v celovški bolnišnici 1881.
71. leta, ampak že za življenja, že takoj naslednje leto so mu v Celovcu pripravili veliko razstavo. Kar 147-150 del je bilo razstavljeni in že takrat so posebej ocenjevali njegov prispevek kot Landschaftsmalerei, pomeni ta pokrajinsko slikarstvo. In ga tudi cenili ne samo kot slikarja Štimonga, ampak tudi kot slikarja dragocenega topografa. Na panoju smo vam pa pripravili še nekaj dodatnega gradiva in lahko rečemo, da imamo tudi sodobne Pernharte, ki z fotografskim aparatom tudi ne slikajo dolin, ampak priplezajo vse vrhove, da dobijo lepe panorame. In tale panorama tam zadaj, to je fotografska računalniška fotomontaža, ki je delo znanega planinca, topografa, fotografa, gospoda Cirila Velkovrha. Izvolite tukajle. Ki imate v hribih sva se spoznala, ni bilo težko navezati besede, iz katerega vrha prideš, pa tako in tako je potem. No, Ciril je napravil nekajkrat, jaz kar rečem Ciril, ker sva hribovska tovariša, nekajkrat je prebredel Slovenijo tematsko, ali vse cerkve na teh točkah, ali kar drugega, tako da je s svojim objektivom res dokumentiral, ohranil s takšno skrbjo, tako natančno in tako povezal kot naš prejšnji Marko Pernhart. Hvala lepa.